V današnji prvi oddaji Postanimo zdravi bomo spregovorili o imunskem sistemu in o tem, kateri dejavniki ga slabijo. Na prvem mestu je to stres, tihi ubijalec in spremljevalec sodobnega človeka. A ne bodimo črnogledi, obstajajo načini, kako ga ukaniti. Zdravje se začne v glavi, v želodcu in v nogah. Malo se hecam v glavi, zato ker je zelo pomembna naša miselnost, Pomembno je, da smo pozitivno nastrojeni, da pozitivno razmišljamo. Pomembno je, da smo v ravnovesju najprej sami s sabo, pa tudi z okolico, Vkolikor tega ni, prihaja do anksioznih, depresivnih motenj, ki vse delujejo na naš imunski sistem negativno. V želodcu se malo hecam zato, ker pač je pomembno, kaj pojemo. Tretja postavka je, da je naše zdravje v nogah, ne pozabimo na rekreacijo, na gibanje. V tem jesenskem času pred zimo na vsak način naj bo prioriteta gibanje na svežem zraku. Za stres bi rekla, da je mogoče eden najmočnejših zaviralcev našega imunskega sistema, Ne moremo ga videti, zelo malokrat si ga priznamo. Kdo nam povzroča stres, To ni roža, to ni žival, to je človek, Latinski pregovor homo homini lupus, človek človeku volk, pove vse. Že z nekim višjim nivojem, bom rekla, komunikacije, obnašanja, odnosa do sočloveka, kjerkoli, najprej doma, potem v službi, potem lahko v trgovini, v javnih ustanovah, smo vsi, bom rekla, lahko dolžni ali pa vsi lahko prispevamo k temu, da se nekako nivo obnašanja dvigne in s tem tudi zmanjša stres in pritisk na vse nas. Če se okužbe prepogosto pojavljajo in jih dolgo ne moremo preboleti, na vsak način je obisk zdravnika pomemben, da se mogoče pogleda človeka, naredi kakšno krvno sliko, pa se vidi, ali je kaj v ozadju ali ne. Drugo, seveda, če je stres kroničen in sami se ne znajdemo več v tej godlji in se ne znamo pomagati, smo nespeči, nemirni, razdražljivi, v odnosih napeti, pa dejansko ne funkcioniramo več. Takrat je tudi izredno pametno se oglasiti do zdravnika, da se vidi, kaj, kje, kako se da pomagati. V zeliščni galeriji dvorca Trebnik smo se naučili, kako lahko doma izdelamo negovalno mazilo za nego kože. Sestavine, ki smo jih za izdelavo uporabili, pa so bile čebelji vosek, karitejevo maslo, mandljevo olje, kvalitetno sončnično olje in eterično olje grenivke. Čebelji vosek je eden izmed produktov čebel in lahko dobimo pri čebelarstvu, tako da to je slovensko poreklo, zelo enostavno pridobiti in je zelo znan tudi, da zelo učinkovito za kožo. Vsebuje veliko antioksidantov in vitaminov, predvsem vitamin A, zaščiti kožo, vlaži in obnavlja kožo. Potem pa imamo karitejevo maslo. Karitejevo maslo se pridobi iz semena drevesa karite, ki raste v Afriki. Karitejevo maslo vsebuje veliko nenasečeni in nasečeni maščobnih kislin in zato je zelo hranljivo in vlažilno za kožo. Potem pa je mandljevo olje. Mandljevo olje je tudi zelo enostavno pridobiti in to je zelo bogat za vitamin B in znan, da obnavlja kožo, vlaži kožo in tudi uporabljajo za nego otroške kože. Sončnično olje pa bogat za vitamin A, C, E in D. To je naravni mehčalec kože in neguje, zaščiti kože in obnavlja kože. Kako pa pripravimo to mazilo, kako zmešamo te sestavine, če nam še to na kratko opišete? Prvo, kot sem naštela te prve 4 sestavine, damo skupaj v eni posodi, potem pa to v vodni kopel na štedilniku raztopimo. Dosti raztopljeno raztopimo takrat, ko je dosti raztopljeno, popolnoma raztopljeno in medtem pa mešamo, da enakomerno se sestavine skupaj
namešano. Potem pa, ko je že popolnoma raztopljeno, odstranimo iz toplote in počakamo, da se malo hladi. Ko je že dosti hladno, naprimer 40 stopinj ali manj, dodamo ta eterično olje grenivka. To pa dodamo v kremo, ko je že dosti hladno, da se ne izgubi te pomembne snovi v eterično olje in da te snovi ne izhlapijo. Ko je že napolnjeno krema v lončke, poskrbimo, da kreme so shranjene na hladnem in temnem prostoru, ker ne vsebujejo konzervans, umetni konzervans, to je, sestavine so popolnoma naravne. In tudi ker vsebuje veliko koncentracija olja, maščobe, je priporočeno, da shranimo v hladilniku. Priporočljivo je, da v tem obdobju poskrbimo tudi za razstrupljanje našega telesa. To lahko naredimo s kakšno čajno mešanico za čiščenje telesa. Protivnetno recimo deluje sama materina dušica, se pravi, če že pride do prehladnega obolenja, si lahko z njo pomagamo, ali pa recimo kakšna poprova meta ali pa še bolje kamilica, ki deluje tudi protivnetno. Če že pride do kakšnega prehladnega obolenja, je zelo priporočljivo, da uporabljamo balzamko. Tukaj gre za mešanico raznih eteričnih olj, evkaliptus izstopa, ki izredno pomaga pri odpiranju dihalnih poti, hkrati je tukaj prisotna kafra in pa mentol in pa šentjanževka. Za svojim toplotnim delovanjem deluje tudi zelo blažilno in pa protivnetno oziroma pomaga odpirati dihalne poti. Ne smemo pozabiti na kak rožmarin, ki nam bo pospešil krvni obtok, s tem nas bo tudi napolnil z energijo in pa v tem obdobju so priporočljivi izdelki iz kamilice, ki delujejo izredno blago na našo kožo. Kamilica pa vsebuje eterična olja, ki tudi pospešeno, se pravi, pomagajo odpirati dihalne poti. Prej ste omenila, da se začnejo težave ponavadi v ustni votlini. Kaj ste s tem mislili? Res je. Nikakor ne smemo pozabiti na osnovno higieno, se pravi, tukaj je zelo priporočljiva uporaba ustne vode. Ustna voda meta vsebuje poleg seveda osvežilne mete, tudi čajevec in pa grenivko. Priporočljivo je pa za tole obdobje, ko so naše ustnice lahko izpostavljene hudim vremenskim nihanjem, od mraza do zopet malce toplejšega in so nekako izpostavljene pokanju, da nanesemo kakšen blažilni balzam za ustnice. Predvsem se priporoča med, kajti med vsebuje tudi propolis, ki deluje tudi razkužilno in pa protivnetno. Čebelarji že od nekdaj poznajo vse blagodejne moči medu. V njegovo zdravilnost je prepričan tudi čebelar Aleksander. V njegovi družini se znanje o čebelarstvu prenaša iz roda v rod. Glejte, dober med mora biti, da je med nabran v dobrem okolju, torej v zdravi naravi, da ni narava preveč zastrupljena, da so čebelice v dobri kondiciji in tudi narava, da je v dobri kondiciji. Torej, naši slovenski medovi so zelo kvalitetni medovi, kajti tudi ve se po njihovih lastnostih. Naši medovi vsebujejo vsi manj kot 18,6% vlage, ker ostali medovi imajo dosti več vlage, torej niso tako kvalitetni. Naši medovi so tudi zelo bogati z rodninskimi snovmi. Naši medovi so v našem okolju primerni tudi za naše ljudi. Na kak način pa nas lahko med zdravi? Tukaj govorimo o dvigu imunskega sistema. Nam lahko malo opišete zdravilne moči medu? Glejte, za med se sploh priporoča, da se uživa med, ko je predelan v domačem okolju, kajti to je cela naša bioflora, paše našemu organizmu. Drugače pa med krepi sploh imunski sistem, je dober za organizem, za kri. Zato vas sploh priporoča se od malih otrok do starejših ljudi, da jim pomaga dvigovati imunski sistem. Vsaki med vsebuje svoje zdravilne učinke. Vsi medovi so naravni medovi, ampak vsak med ima svojo specifiko in svoje zdravilne učinke. Če gledamo po vrsti, recimo cvetlični med je nek univerzalni med, vsi ga najbolj poznamo ga, je zelo dober za prehlade, zelo dober za srce pa za ožilje. Če pojemo akacijo med je eden, rekli naših brendov, konec koncev je zelo kvaliteten, zelo nežen med, se sploh priporoča otrokom, blaži utrujenost, pomirja, dober za sladkanje in ga otroci sploh obožujejo.
Potem imamo kostanjev med, ki je edini tudi grenek, ker vsebuje največ cvetnega prahu, sploh priporočljiv za ljudi, ko ima probleme z sladkorno. V manjših količinah se lahko uživa, zelo dober za notranje organe, jetra, žolč, pomirja, za nespečne in tudi za živčne bolnike je, ker pomirja. Kaj je to matični mleček, nekako, da bi ljudje to razumeli? Matični mleček, to je hrana za kraljico. Torej, matični mleček uživa matica skozi in živi 4 do 5 let. Če vemo, to je res zelo bogata snov, ki spodbuja matico, da lahko zalega neprestano svoj zarod. Propolis je naravni domači antibiotik. Sploh je najboljši za ustno votlino. Kajti v ustih imamo ogromno sline in se nam v ustih vse spira. Sploh ga priporočamo za ljudi, ki imajo kakšne akve, probleme z dlesnimi, z grlom. Propolis vam najprej razkuži rano in postane film smole na njej in začne hitro celiti. Zato je sploh priporočljiv propolis za ustno votlino in za vse rane, odrgnine in za vse ostale stvari. Pa so še že iz zgodovine, če veste, zdravili z medom, kdo se kaj? Glejte, v zgodovini je že znano, da je dr. Terč sploh zdravil rane z medom, kajti to tudi danes prihaja nazaj, da se rane, opekline, razna obolenja zdravi tudi z medom. Na zeliščnem vrtu v Slovenskih Konjicah je več kot 20 urejenih gredic, na katerih rastejo sadike začimb in dišavnic. Kooperativa Konjice, ki je zapuščen vrt prevzela in ga uredila s pomočjo prostovoljcev, se bo v prihodnjem letu preusmerila v ekološko pridelavo. Pogovarjali smo se s skrbnico vrta, ki nam je predstavila 4 zelišča. Najprej ameriški slamnik. Lahko je na vsakem vrtu, ker je nezahtevna, rabe edino odcedna oziroma sončno lego. Vpliva na naš imunski sistem, se pravi, nam zvišuje imunost in pri prehladu direktno deluje na zdravje, se pravi, nam zelo hitro pomaga. Iz nje se izdeluje tinktura predvsem, ta je zelo zdravilna in uporabna, se pa uporablja tudi v čajnih mešanicah. No, tole pa je materina dušica oziroma timijan. Zelo razširjena rastlina, raste v naravi kot divja materina dušica. Kot zdravilna rastlina se je uporabljala že v antičnih časih in ne samo kot zdravilna rastlina, tudi v mistiki in v čarovništvu. Odganjala je baje zle duhove. Moškim so kuhali čaj, preden so šli v boj, iz te rastlince za pogum in za odganjanje zlih duhov. Danes se uporablja seveda v kulinariki, je zelo dišeča. Ima sicer grenkast okus, iz nje se izdelujejo tinkture, ki seveda zelo pomagajo pri obolenju pljuč. No, tole je pa citronka, tole je grm, v bistvu je to bolj dišavnica, čeprav na nek način je tudi zdravilna. Izjemno dobro diši po limoni, kar je večini ljudi všeč. Zraste kot grm in je bila v 18. stoletju prinešena iz Čila. Zdi se mi, da je to pri nas malo manj znana rastlina, ampak se zelo dobro s pridom lahko uporabi kot v mešanici čajev. Kot zadnja rastlina, ki bi vam jo predstavila danes, je pa kapučinka. Čudovita rožica, čudovit cvet, okrogli listi in ima izjemno zdravilno vrednost. V glavnem užitna je vsa rastlina, se pravi in peclji, listi in cvetovi. Najbolje jih je uživati surove. Vsebujejo zelo veliko C-vitamina, se pravi, dvigujejo našo odpornost, antibakterijsko delujejo, v bistvu je to naravni antibiotik.